Pisalo se je leto 1894. V mariborskem predmestju, ki so mu tedaj rekli Pristava, je v okviru deželne sadjarske in vinarske šole začela delovati sicer formalno že 2 leti prej ustanovljena kmetijska kemična deželna preizkusna postaja, predhodnica današnjega Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Če se vrnem 130 let nazaj, ko je bila ta inštitucija ustanovljena, si lahko predstavljamo, kaj je to pomenilo za to območje. 1872 je bila ustanovljena kmetijska šola, ki je bila druga po vrsti v Avstro-Ogrski monarhiji. Prva je bila v Klosterneuburgu in 12 let za njo pa v Mariboru. To lahko vidimo, kakšen pomen je imelo to območje takrat. Sredi njiv in gozdov, pod vinogradi, tedaj še daleč stran od mestnega središča, so opravljali kemične analize tal, namenjene vinogradnikom, ki so tedaj z veliko vnemo obnavljali vinograde, prizadete po trtni uši. Postaja se je razvijala in širila dejavnost na druga področja, kot so bile analiza vin, gnojil, semen in živil. Skozi razvoj delovanja je večkrat spreminjala imena. Tako je bila postaja inštitut zavod. Spremenila pa je tudi kraj delovanja. Z Gosposvetske ceste 12 se je preselila na Vinarsko ulico 14. Na tem naslovu je preživela 6 različnih držav in končno zaživela v samostojni Sloveniji. Veliko se je spremenilo in spreminjalo, vseskozi pa je ostalo njeno temeljno glavno poslanstvo. Pospeševanje kmetijske pridelave in izobraževanje kmečkih fantov in deklet. Kmetijski zavod Maribor, današnji Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, je ključen bil in še vedno je v uvajanju vseh novih tehnologij. In to je tisto, kar je spodbudilo predvsem mlajše prevzemnike kmetij, da so prepoznali možnost obstoja in razvoja, kajti tudi podeželje zahteva danes nekako podobno kakovost življenja kot v mestih. V letu 1962 se je ustanova preimenovala v Kmetijski zavod Maribor. To je bil čas velikih sprememb in dogodkov v kmetijstvu, ki so vplivali na razvoj dejavnosti zavoda, širitvijo laboratorijske, projektne in pospeševalne dejavnosti, ki je svoj razcvet doživela konec 80. let prejšnjega stoletja. To je bil dinamičen čas. Spreminjala se je kmetijska politika, spreminjala se je odnos do kmetijstva. Tako da smo mi odreagirali na ta način, da smo imeli potem tudi posebej službo za pripravo vsega strokovne podlage za tako zvane usmerjene kmetije. Takrat se je zavodu priključila kmetijska pospeševalna služba iz zadružnih organizacij in se prestrukturirala v svetovalno dejavnost. Leta 2001 je bila opravljena reorganizacija kmetijskih zavodov v Sloveniji. Zavod se je na podlagi zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici preimenoval v Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor. V času reorganizacije sta bila k Kmetijsko-gozdarskemu zavodu Maribor pripojena še sadjarski center Gačnik in selekcijsko-trsničarsko središče Ivajnkovci. Sadjarskemu centru Gačnik je bila naložena naloga vzpostavitve in vzdrževanja matičnega nasada za brezvirusne cepiče jablan in hrušk, kakor tudi sodelovanje v procesu introdukcije tujih sort in podlag ter sodelovanje v procesu selekcije za pridobitev lastnih matičnih rastlin. Vloga selekcijsko-trsničarskega središča Ivajnkovci je vzgoja izvornih in baznih trsov ter izvajanje postopka certifikacije baznega cepilnega in sadilnega materiala klonov vinske trte, kjer se odbirajo kloni gospodarsko pomembnih in avtohtonih sort vinske trte. To pa prispeva k dvigu kakovosti slovenskih vin. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor je danes ustanova z ugledom in tradicijo, ki ima globoke korenine delovanja na področju razvoja slovenskega kmetijstva. Vloga kmetijskega zavoda je v tem prostoru sigurno zelo pomembna, kajti zavod ima funkcijo in
izobraževanja in osveščanja. Kajti kmetijstvo je zelo pomembna panoga, menim, da je resnično potrebno, da si zavod prizadeva, da to svoje poslanstvo še naprej opravlja. Njegovo poslanstvo je kar najtesneje sodelovati pri pridelavi varne in zdrave hrane ter biti v pomoč pri prizadevanjih za ohranjanje poseljenosti podeželja, strokovno izobraževanje ter svetovanje uporabnikom v kmetijski dejavnosti. Ja, zavod že od svojega nastanka je imel osnovno poslanstvo seveda predvsem izobraževanje in ta prenos najnovejših tehnologij, ki seveda so potrebne za eno opravičljivo ekonomsko kategorijo kmetijske dejavnosti. Tukaj seveda je šlo prav gotovo za različne momente, pa ne glede na to, zavod je to vedno izvajal na tej stopni, predvsem pridobivanja in prenosa, da je bil zanimiv. Zanimivost pa je prav gotovo potreboval naročnik oziroma okolje, v katerem je bil umeščen in za katerega je sodeloval. Tako da tu je bila prav gotovo ena sprega predvsem z urbanim in ruralnim delom, ki seveda se morata dopolnjevati in morata prav gotovo glede prostorske ureditve in upravljanja s prostorom sodelovati. In tukaj mislim, da je zavod kot predstavnik tako javnega dela, kot seveda tudi konec koncev raziskovalno-znanstvenega dela opravil, bom rekel, izredno funkcijo. Vizija zavoda je okrepiti kmetijsko svetovalno in izobraževalno središče v tem delu Slovenije še naprej, kar lahko dosežemo le z lastno strokovnostjo, inovativnostjo, z razvijanjem številnih novih področij znotraj kmetijske dejavnosti. Da smo utemeljili svoje delovanje in smo povezavo morali izpostaviti zelo dobro z zadrugami, s kombinati in seveda tudi z občinami. Jaz vem takrat, da jim si to štejem v eno, bi rekel, uspešno delovanje, da sem najprej iskal sodelavce in somišljenike v še 2 območnih zavodih. In sicer zavod, ki je bil bolj poljedelsko-živinarsko usmerjen na Ptuju, in Murski Soboti. In mi smo med sabo podpisovali te sporazume, da pokrivamo ta prostor in smo enotno nastopali tudi v republiki takrat, da smo uveljavljali svoje, pravzaprav tiste stvari, za katere smo smatrali, da so prave. In mislim, da smo bili dokaj uspešni. Vrednote zavoda Maribor so znanje, izkušnje, poznavanje podeželja in prilagodljivost. Široka kadrovska zastopanost, visoka strokovna usposobljenost, marljivost in prizadevnost pa nam omogočajo, da uspešno izvajamo ukrepe skupne kmetijske politike in ostale zaupane naloge na javnem področju. Tu so specialisti, tu so strokovnjaki, ki lahko vplivajo na kreiranje kmetijske politike in to je tudi prav. Dobro opremljena laboratorijska tehnika nam omogoča hitro oskrbo s podatki in posredovanje najstrokovnejših informacij, tako pri izvajanju agrotehnike pridelave, kot pri globalnem raziskovalnem delu v kmetijstvu. Poznavanje podeželja nam koristi pri investicijsko-projektnem načrtovanju njegovega razvoja, ohranjanju poseljenosti in kulturne dediščine. Po najboljših močeh tako stojimo ob strani uporabnikom naših storitev in se z njimi veselimo uspehov. Tako še danes uresničujemo poslanstvo, ki so ga z mislijo na prihodnost zasnovali naši strokovni predniki. Ne oklevamo pred dilemami, ki jih prinaša čas, saj vemo, da bomo strokovnostjo in predanostjo kos še tako zahtevnim izzivom. Kmetje in vsi pridelovalci hrane pa bodo v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor vedno našli zanesljivega partnerja na poti do lastnega uspeha. Tako kot v minulih 13 desetletjih.